pa je lahko rekel, da eden izmed večjih muzejev v Sloveniji, ampak nažalost Slovenci ga premalo poznajo, ne? In mogoče bi samo tukaj enih osnovnih informacij še vam podala o Velenjskem gradu. Namreč naš Velenjski grad je star več kot 750 let in sicer njegove prve pisne omembe so nastale v 13. stoletju in po vojni so pa tukaj bila stanovanja za rudarske družine. Od leta 1957 dalje je pa nastal naš muzej, ki je pa v bistvu zelo raznolik in drugačen od drugih gradov po Sloveniji. Namreč tukaj žal nimamo kakšnega pohištva ali orožja, ker žal je vse to bilo izpraznjeno med drugo svetovno vojno in so se te stvari izgubile, oziroma lažje, večji del ima Ptujski grad, tako bi rekla, zaradi tega, ker so bili tukaj isto močni gospodje Ptujskega. In v bistvu se naše zbirke pa navezujejo na celotno zgodovino Šaleške doline, torej od srednjega veka, nastajanja Velenja, galerijskih zbirk in tako naprej. Je res obširen, ampak tak najbolj znani razstavi pri nas, ki ljudje vedno, ko poskrolajo po internetu, pa rečejo, ja, kaj dela pa afriška zbirka v Velenju. Pa še posebej na Velenjskem gradu, nikomur ni jasno. In namreč ta razstava je zelo bogata zbirka, ker smo eden izmed tudi tretjih muzejev v Sloveniji, ki sploh ima afriške eksponate, ampak za drugačno zgodbo in sicer to nam je podaril pa češki kipar František Voigt. Ga tudi vidite tukaj na fotografiji. V zadnjem prostoru ga boste tudi videli na bolj večjem panoju. In sicer Voigt je bil akademski kipar, rojen na Češkem in ko je bil star let 31 let, torej 1931, odide v Afriko preučevati afriško kulturo in umetnost. In sicer po enem letu potovanja se zopet vrne nazaj na Češko, kjer spozna ženo, se poročita, dobita hčerko, ampak zaradi te velike želje se potem odločita, da bodo pa hčerko potem pustila pri željenih starših in odšla zopet na drugo potovanje po Afriki, ampak za 9 mesecev. Seveda je usoda želela malo drugače, se je iz teh 9 mesecev razširilo na več kot 20 let. Tako, in zadnje desetletje sta se potem tudi ustalila v Kongotu, v državi Kongo in sta živela tudi tam. Voigt je sicer po naročilu izdeloval tudi različne kipe, kulturne znamenitosti, ampak zaradi te državljanske vojne, ki se je pa potem začela v Kongu, se pa v bistvu odločita, da se bodo vrnila nazaj na Češko. Ampak glej ga zlomka, tukaj spet pride do drugega problema, ker ravno je pa leto 1968 potekala praška pomlad in so bile češke meje zaprte. In v bistvu ga potem v Slovenijo pripelje slovenski ambasador Gašper Jug in tudi nekdanji direktor etnografskega muzeja, dr. Boris Kuhar. In nekako po vseh vezah in vse skupaj prideta v kontakt z Ivanom Atelškom. Ivan Atelšek predvideva, da bolj nekaj poznate, to je bil ustanovitelj tovarne Gorenja. Gorenje je recimo bilo takrat zelo se zavzemalo za kulturo in tudi odkupovala eksponate za muzeje. In v bistvu potem nekako se zmenijo, da Voigtu bodo podarili stanovanje in pokojnino, v zameno nam pa podarili zbirko. In zato je afriška zbirka v Velenju. In sicer zdaj sama razstava se deli na 4 prostore. Ta prvi prostor predstavlja predmete, ki jih Afričani vsak dan uporabljajo, od stolčkov, orodij, košar in tako naprej. Drugi prostor pa temelji na obrednih maskah, in sicer so več različni. Tiste, ki so na steni, to so plesne maske, tiste, ki so pa v vitrini, so pa šamanske maske. In potem tretji prostor predstavlja gledališke lutke, pa potem glasbene inštrumente. Zadnji prostor je pa posvečen samo Voigtu in so predstavljena tudi njegova dela in orodja, ki jih je uporabljal med samim raziskovanjem.